Poletje je najbolj brezskrben in vesel letni čas z veliko sonca. Zmerno izpostavljanje soncu je zdravo, vsaka dolgotrajna izpostavljenost pa lahko povzroči kožnega raka. Zato je zelo pomembno, da se pred soncem ustrezno zaščitimo. Rada bi poudarila to, da so v bistvu kreme za zaščito pred soncem šele tretja raven zaščite. Se pravi, prva je zagotovo izogibanje samemu soncu, vsaj v urah, ko je naša senca krajša od naše višine, se pravi, to je nekje tam med 10., 11. in pa 4., 5. uro. Druga raven zaščite so ustrezna oblačila in pa pokrivala. In tretja raven zaščite so izdelki za zaščito pred soncem, ki pa jih moramo uporabljati z dosti visokim zaščitnim faktorjem in pa za dosti veliki količini. Predvsem pa moramo pred soncem zaščititi otroke. Zanje je vsaka dolgotrajna izpostavljenost soncu tveganje za kožnega raka v kasnejšem obdobju. Prva in najpomembnejša stvar je to, da vsekakor otroci se morajo izogibati soncu. Na primer, dojenčki absolutno ne smejo biti na neposrednem soncu in za njih tudi zaščita z izdelki za zaščito pred soncem ni primerna. Je treba pač uporabiti druge, se pravi senca, oblačila, pokrivala, te ukrepe. Otroci nekje od 6. meseca ali pa še bolje od 1. leta naprej pa seveda lahko jih zaščitimo tudi poleg teh na primer UV majic, klobučkov, to tudi s kremo za zaščito pred soncem. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so testirali 3 vrste izdelkov za zaščito pred soncem. Pri tem je sodelovalo 11 potrošniških organizacij, teste pa so izvedli v 3 različnih laboratorijih. Na testu je bilo, mislim, da letos več kot 60 različnih izdelkov iz 3 skupin. Skupina za zaščito obraza, potem pa še skupine izdelkov za zaščito otrok in pa klasičnih izdelkov za zaščito telesa. Vsi so imeli pa visok zaščitni faktor, se pravi 30, 50, 50 plus ali celo več. In testna ocena je sestavljena iz seveda najpomembnejšega dela same zaščite pred sevanjem UVA in UVB. Pri kremah za sončenje imajo poleg visokega faktorja ključni pomen tudi UV filtri. Ločimo jih v 2 skupini, in sicer kemične in mineralne filtre. Trenutno je po evropski zakonodaji, ki določa varno uporabo kozmetičnih izdelkov, dovoljenih okrog 30 UV filtrov. Princip delovanja teh 2 skupin je nekoliko različen, medtem ko kemični filtri absorbirajo UVA in UVB žarke in jih spremenijo v neškodljivo toploto. Fizikalni filtri v bistvu povzročijo sipanje UVA in UVB žarkov in na tak način potem preprečijo, da bi ti žarki prodrli v globlje plasti kože. Na Zvezi potrošnikov Slovenije že 2 desetletji opravljajo teste za zaščito pred soncem tudi za otroke. Ti izdelki se od klasičnih razlikujejo po tem, da imajo manj neželenih snovi. Na splošno vsi izdelki na kozmetičnem trgu morajo biti varni, se pravi, v njih ne sme biti izdelkov, ki so prepovedani za uporabo. Imajo pa ti izdelki za otroke, ne vem, manj mogoče nekih dišav, ki so sicer izboljšujejo uporabniško izkušnjo, ampak so popolnoma nepotrebni, se pravi, ne vplivajo na učinkovitost. In se pravi, so iz tega vidika pač bolj primerni za neko nego nežne kože in pa seveda jih lahko uporabljajo tudi vsi odrasli, mogoče, ki imajo pač neko bolj občutljivo kožo. Letos so opravili tudi prvo testiranje izdelkov za zaščito pred soncem, namenjenih posebej za obraz.
Gre za novo skupino izdelkov na trgu, zato se postavlja vprašanje, ali je potreben poseben izdelek za zaščito obraza pred soncem ali zadostuje že klasična krema za zaščito pred soncem. Ne, obe vrsti krem morata enako učinkovito zaščititi kožo, se pa ta odgovor spremeni, če upoštevamo tudi kozmetične lastnosti, kar pa je dejstvo, da so te posebne kreme namenjene za obraz, bolj podobne klasičnim kremam za obraz, se pravi, da se lepše vpijejo, da koža se manj sveti in zaradi tega jih je pač tudi mogoče boljše uporabljati, če se po njih še naličimo, a ne. Ta uporabniška izkušnja pa je boljša, to se je pokazalo tudi na našem testu in na primer na praktičnem delu preizkusa so bili večinoma ti izdelki zelo všeč uporabnicam. Rezultati testov so pokazatelj, ali gre za učinkovit in varen izdelek, ki je prijazen okolju in uporabnikom. Pri obeh skupinah, samih izdelkih za zaščito telesa in pa izdelkih za zaščito otrok, nekih večjih presenečenj in nekih, bi rekla, razočaranj ni bilo. Pri obeh skupinah ustrezne ravni zaščite nista zagotovila samo en izdelek, se pravi en izdelek pri otroških in pri pač klasičnih. So bili pa rezultati bolj drugačni, no, pri samih izdelkih za zaščito obraza. Tam pa kar 1/3 izdelkov ni dosegla ustrezne ravni zaščite, ampak še vedno je pa 2/3 izdelkov dobrih. Svetujemo pa, da izberete izdelke z visokim zaščitnim faktorjem, seveda 30, 50, 50 plus, predvsem tudi zaradi dejstva, da jih vedno namažemo manj, kot bi jih morali. Če povem, po standardu bi morali namazati približno 2 mg na kvadratni centimeter kože, to je za neko odraslo osebo, da zaščiti celo približno 3 zvrhane jedilne žlice tega izdelka, to vemo, da jih nihče ne namaže toliko, tudi te naše raziskave kaže, da jih približno porabimo samo četrtino tega, zato je res zelo pomembno, da pač izberemo visok zaščitni faktor. Poletje je najlepši čas za marsikoga, posebej za otroke. Z ustrezno zaščito pred soncem lahko poskrbimo, da bomo imeli mi in naši otroci brezskrbne počitnice ter dolgo in zdravo življenje.